Zakaj si Putin in Rusi ne želijo miru? Sedaj je jasno tudi tistim, ki so naivno verjeli, da si Putin želi miru. Vladimir Putin si ne želi nobenega miru. Konec koncev, zakaj bi človek, ki je prelomil nešteto obljub in dogovorov in ki že 3 leta napada Ukrajino, želel mir? Mir je edino mogoč takrat, kadar napadalec, v tem primeru Vladimir Putin, sprevidi, da nima možnosti za zmago. Vsi si želimo miru, razen enega. Za mir sta potrebna dva. In vkolikor si želite vi miru in si ga želimo samo mi, medtem ko naši sovragi prežijo na naše šibkosti, takrat miru ne bomo imeli. Namreč, če vas na cesti ustavi nasilnež in oceni vas kot vredno tarčo, ki se ne zna braniti in vam ima kaj tudi vzeti, potem bo nasilnež nad vami storil nasilno dejanje. Če ste hitri, mu morda lahko uidete. Posamezniku včasih lahko beg celo pomaga. Vendar kaj pa cele države in celi kontinenti, kot je Evropa, kam bomo mi zbežali? Ukrajina se ne more premakniti pred pobesnelim in krvoželjnim Putinom in njegovimi podporniki. Evropska unija se ne more premakniti in preseliti ali prebegniti na ameriško ali na afriško celino. Tu smo, kjer smo. In tu bomo obstali ali pa ne bomo, če se bomo predali. In če vzamem besede našega narodnega voditelja, Primoža Trubarja, bom rekel tako. Tu moramo stati in obstati. Zatorej moramo razumeti, da je v našem slovenskem in evropskem interesu, da zaščitimo najbolj proevropsko državo, ki se pogumno upira Putinovemu imperializmu in ji stojimo ob strani za vojaško in denarno pomočjo. Putin ima mnogo razlogov, zakaj mu je v interesu osvojiti Ukrajino in nadalje razdrobiti evropsko enotnost. Dostop do Krima, ki si ga je že prisvojil, sedaj potrebuje še dostop do vseh ukrajinskih pristanišč, saj bo tako Ukrajino še dodatno odrezal od sveta in jo izčrpal in posledično zavzel ali pa nastavil svojo lutko, tako kot jo ima na primeru Belorusije. Prav tako Putin ne potrebuje zasesti Evrope vojaško. Dovolj je, da mu uspe s propagando, s svojimi ruskimi podporniki in proruskimi podporniki zmagati v večini evropskih držav. Njegovo vojsko so Ukrajinci dodobra zaustavili in izčrpali. Praktično od začetka vojne Rusi niso zasedli ničesar več. Na začetku so prodrli globoko v ukrajinsko ozemlje, nato pa so jih Ukrajinci potisnili nazaj in ustvarili frontno črto, ki se do danes malenkost in zelo počasi premikala v rusko korist. Pričemer Ukrajinci gledajo, da držijo razmerje žrtev in uničene vojaške opreme v svojo korist. Bolje žrtvovati nekaj vasi in pedi zemlje, kot pa žrtvovati pogumne vojake. Zato bi bilo še toliko bolj neodgovorno in strahopetno od nas, da sedaj ne podpremo Ukrajine, ko je vendarle zmaga in vojaško izčrpana Rusija bližje, kot si mislimo. Prav tako se moramo zavedati, da ni samo Putin tisti, ki podpira vojno. Večina ruskega prebivalstva podpira vojno. Ideja sovjetskega imperija je namreč v ruskih glavah zelo močna. Zato ne pričakovati, da se bodo Rusi kar tako uprli Putinu. Ne bodo se, vse dokler ne bodo resno poraženi in resno občutili vojne tegobe na svojih plečih in dejansko videli, kakšne grozote počnejo Ukrajincem. In do takrat bo preteklo še kar nekaj krvi. Torej, najboljša pot do miru je zmaga nad tistim, ki si miru ne želi. Zmaga nad tistim, ki vojno ustvarja. To je zmaga nad Rusijo. Zmaga nad Putinom. Kot Slovenci in prebivalci EU lahko naredimo veliko že s tem, če delimo resnico o Ukrajini naprej in podpiramo vojaško in finančno pomoč Ukrajini. Hvala in herojem slava.